Ja, mogoče moram najprej povedati malo zgodovine. Jaz sem leta 1982 ali 83 začela voditi ženski pevski zbor pri Društvu upokojencev v Trbovljah in ko sem pač imela vaje z ženskami, vem, da so v sosednji sobi, bilo je slišati tamburaše, bilo je slišati tudi potem malo kasneje petje, vendar pač kot najstnik oziroma komaj sem prišla iz šole, temu nisem dajala ne vem kakšnega pomena, srečevali smo se tudi na odrih, vendar pa pozneje, 20 let sem zračunala, ko sem začela peti kot pevka v vokalni skupini Plavica, smo se z vokalno-inštrumentalnim sestavom Društva upokojencev Trbovlje srečevali na odrih. Ženske so prepevale, pač skupina je delovala in povsod, kjer so peli, so res doživeli lep aplavz, tudi pesmi so bile čudovite. No in takrat sem prosila Anko Grahek, če nam odstopi nekaj tega materiala, nekaj pesmi, da bi jih tudi Plavice prepevale. Dala mi je kar nekaj materiala in res smo se tudi me potem začeli ubadati, naštudirale pesmi in jih prepevale. Leta so minevala, pač tekla so in ženske vokalnega sestava so žal pokojne, pesmi so ostajale. Moram povedati, da so vse pesmi bile rokopisi, nekateri kar težko berljivi. In porodila se mi je ideja, pač začela sem razmišljati o tem, da bo vse to nekje v arhivih končalo morda tudi v kakšnih kleteh ali pa na podstrešjih ali celo na smeteh. In porodila se je takrat ideja, kaj pa, če bi mi vse to shranili, kajti pesmi so bile res lepe, avtorji so bili Trboveljčani, večina tekstov oziroma besedil v pesmih je delo Franca Princa, Tine Jelen, kot priznan harmonikar v Trbovljah, je vodil to skupino in je tudi takrat v tistih letih, ko je vodil, napisal kar precej lastnih pesmi. Ivo Gračnar, ki pa je vodil tamburaško skupino, je bil pa tudi kar ustvarjalen, napisal je tudi nekaj pesmi za tercet ženski. No in tako sem pač začela razmišljati, iskala pač vezi, nekako sem prišla do založbe Petka, do Petre Škarja, ji povedala, kakšno idejo imam in mislim, da je Petra en takšen srčen človek, ki je tudi nekaj do zapuščine, in do tega, da se ta ohrani. In takoj je rekla, ja, bomo šli v to, ti mi kar prinesi, kar imaš. In začela sem potem res brskati po arhivu vokalno-inštrumentalne skupine Društva upokojencev. Franci Vrtačnik, moram povedati, mi je odprl te njihove omare in potem sem začuda ugotovila, da te pesmi, ki smo jih pač zdaj tudi Plavice izvajale, da imajo tudi vse spremljave za tamburaški orkester pisane. In začela sem jih zbirati in prišla do 8 pesmi. S temi notami, seveda vse rokopise, sem odšla v založbo Petka do Petre in potem sva začeli razmišljati, to je treba vse digitalizirati, treba je pač poiskati tudi nekaj o teh pač zgodovino samega tamburaškega sestava, ki je obstajal, pa potem vokalno-inštrumentalnega sestava. Potrebno je bilo poiskati strokovnjaka, ki bo to digitaliziral in vesela sem, da smo stopili v stik z Luko Grobolškem, ki je tudi res glasbenik, on je ustanovil tudi skupino Lagard in bil je takoj pripravljen, da bo to naredil. Večkrat sva se dobivala, kajti ti rokopisi so bili pač tudi hitro pisani, in skupaj sva potem preverjala harmonije, če ustrezajo, če je treba kaj še popraviti. No in potem je tudi Luka pač vse te stvari za tamburaško sestavo zapisal, nenazadnje ugotovil potem, to je dal pregledati tudi potem Heleni Vidic in bratu Štefanu,
bila sta navdušena nad zapisi, ampak vsi so bili pisani za manjši sestav tamburašev, ne, kot je takrat v Trbovljah deloval. In potem smo se strinjali, da vse to razširimo za pravi tamburaški orkester. In ne nazadnje nam je vse to potem uspelo. Knjiga je v bistvu nek snopič oziroma nosi 7 zvezkov. V prvem zvezku so opisani pač sama zgodovina tamburaškega orkestra, vokalnega sestava, opis samih pesmi, kaj smo vse vnesli v to knjigo, in potem nosi vsak zvezek svojo pesem, a ne, z pač partituro za ženski sestav vokalni in pa potem tudi za tamburaše. Tako da smo potem, ne nazadnje, z veseljem nas je Luka Grboljšek povezal s tamburaškim orkestrom Šmartno, ki so bili tako prijazni in so 3 pesmi potem tudi izdelali. In na sami predstavitvi knjige, ki je bila 18. januarja v Katapultu v Trbovljah, smo potem to vokalna skupina Plavica, nanjo sem pa pozabila, a ne, ker sem tudi sama članica. Kot smo že leta izvajali te pesmi, a ne, smo jih samo nekaj še zraven doštudirale in tako na otvoritvi pač vsem tistim, ki so nas prišli poslušati, predstavile pesmi, tako kot so verjetno zvenele res v tisti prvi zasedbi s tamburaškim orkestrom v Trbovljah, a ne, pri Društvu upokojencev.